Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu na ta velikonočni ponedeljek. Sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In čudovit vikend, ki je za nami, malce podaljšan, poln lepih energij, ki nas spominjajo na to, da ljudje nismo samo fizična bitja, ampak da smo svetlobna bitja. Da s tem, ko telo umre, pravzaprav ni konec in da tisto, česar se moramo spomniti, je naša angelska narava, naša svetlobna narava. In v resnici smo svetlobna bitja, ki se pretvarjamo, da imamo človeško izkušnjo. Tako da poglejmo, kaj nam za ta teden pravijo angeli in pa angelske energije. In ja, dim je tukaj zraven. Tako da spremlja in dodaja svoj košček k tem navdihom. In prva karta je as vode. As vode, ki govori o tem, da na čustvenem nivoju začenjamo nekaj novega. Da se ta naš čustveni del razširja, da se mogoče celo srčna čakra odpira in s tem se nekako odpira neko novo področje, rastemo na duhovnem in čustvenem področju in razširi se nam intuicija, ta naša srčna intuicija. Tako da zagotovo nekaj novega, zagotovo nekaj na čustvenem področju. Bomo pa videli z naslednjim kartam, kaj. In pa tisto, kar še zdaj dobivam, je globine. Se pravi, ne več površinske stvari, ne več nekaj na hitro, ampak nekaj, kar prinaša neke nove globine in ravno zato tudi nek nov začetek. Druga karta je kralj vode. Se pravi, ta teden bomo v čustvih. Kralj vode nas opominja oziroma opozarja, spodbuja, da odpremo srce, da se odpremo ljudem okrog nas, da poiščemo tiste čustvene situacije oziroma tiste čustvene energije, kjer se počutimo dobro, kjer se lahko vzpostavi zaupanje, kjer se lahko vzpostavi spoštovanje. In če gledam v primerjavi z prvo karto, z asom vode, ki pravi, da se bo nekaj novega odprlo, gre tukaj za bolj zrela čustva. Se pravi, ne za tista površinska, kot sem že prej rekla, ampak za bolj zrela, globja čustva, ki se bojo odprla v tem tednu. Tako da zelo bodite pozorni na to, kaj se dogaja z vašo srčno čakro. Bodite pozorni na to, kje in kako ljubezen vstopa v vaše življenje. In pa še tretja karta. Desetica zemlje. Desetica zemlje, ki pa govori o našem zaledju, o naših koreninah, ampak zelo na fizičnem nivoju. Se pravi, gre za varnost, ki nam jo ponudi naša družina. Lahko je to konkretna fizična, čista zemeljska družina, lahko je tista družina, kjer čutimo neko pripadnost, kjer čutimo neko varnost. Se pravi, to je lahko skupina ljudi, znotraj katere se počutimo kot v družini. In ko imamo temelje postavljene, to so zelo te primarni vzorci povezani s korensko čakro, takrat se tudi na finančnem področju oziroma dajmo reči tukaj na področju obilja stvari začnejo drugače postavljati, zato ker nas ne premetava več, ampak smo prizemljeni. In pa to, kar ta desetica zemlje ponavadi uči, je to, da dajmo biti veseli drobnih trenutkov, dajmo odkriti čarobnost v življenju. Se pravi,
v gozdu, v naravi, dajmo se povezati z naravo in odkriti to magičnost, to čarobnost, ki nas obdaja. Živimo namreč na čudovitem planetu, ki ponuja neskončno možnosti za igranje, za raziskovanje. Se pravi, ko se odprejo čustva, ko se odpre nekaj novega, ko dosežemo neko zrelost na področju srčnega centra oziroma tudi srčna kultura mi zelo močno hodi, se pravi, kje je vaša srčna kultura, s kom se povezujete, kje je vaša srčna družina. Prav ta teden bo zelo posvečen temu odkrivanju tega lahko znotraj obstoječega ali pa nekaj čist na novo. In proti koncu res družina je povezana z obiljem. Moram reči, da mi te karte zelo, tudi meni danes, odzvanjajo, nekako čutim, da energije res peljajo v to smer in takoj, ko sem to karto potegnila, sem videla sebe v svoji tisti Big You Family, katere del sem tudi postala in konec tedna imamo ta Wake Up event skupaj z Liso Nichols, kjer bomo res postavili spet nekaj novega, tako da tudi širše družbeno lahko to pogledamo, tako da če želite biti del te družine, imate še vedno možnost, da kupite karte za Wake Up, še vedno imate možnost, da me pokličete in povprašate, kaj in kako, in vam dam vse tiste informacije o tem, kaj to je Big You Family oziroma Big You Akademija, kako stvari potekajo, kaj rabite vedeti, da postanete del tega in sebe nadgradite na nek nov nivo. To je tisto. Mi postajamo svetlobna bitja, ampak ob tem moramo pa razviti svoje čustveno telo, svoje mentalno telo in svoje duhovno telo. Tako da želim vam en čudovit teden. Uživajte in se povezujte preko srčnega centra in pa se vidimo naslednji ponedeljek, če mi bo uspelo. Namreč jaz sem potem še v nedeljo, ponedeljek in torek na tistem 3-dnevnem dogodku z Liso Nichols, tako da če slučajno naslednji teden navdihi zakasnijo, ampak mislim, da ne bojo. Tako da uživajte, lepo se imejte in čau.